Kako hitro bi bilo možno vzpostaviti register o stavbah in ga navezati na kataster stavb? Odvisno od tega, ali imamo vire. Če bi imeli zagotovljene neke finančne vire, verjetno bi to moralo biti neko sistemsko financiranje in usposobljene človeške vire, da bi to lahko izvajali, bi po mojem takšen register lahko vzpostavili v recimo 10 letih. Na koncu bi verjetno dobili nek takšen sistem, kot je recimo energetska izkaznica. To se pravi, ekvivalentno bi bila to na koncu neka azbestna izkaznica stavbe. Ali bi bilo po vašem mnenju lažje umestiti previdnostno načelo v podzakonski akt in ga zahtevati za vse posege v stavbe starejše od leta na primer 92? Po eni strani bi bilo to mogoče smiselno, ker se ob takšnih prenovah potem, ko se azbest identificira, sigurno naredi tudi neka ocena tveganja, in če je ta ocena tveganja visoka, se verjetno potem takoj gre tudi v sanacijo. Po drugi strani nam pa na ta način izgubimo informacije o stavbah, ki se ne prenavljajo. To pomeni, še vedno imamo v stavbah azbest, ki ogroža ljudi. Tako da odločitev med tema dvema alternativama bi mogoče morala biti posledica še neke subtilne, mogoče bolj detaljne analize, in na podlagi tega bi potem morala pasti ta odločitev. Kaj na Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala pričakujete od pristojnih državnih organov na področju politike ravnanja z azbestom? Torej, azbest v Sloveniji, čeprav ga že od leta 1992 ne proizvajamo več, še vedno ostaja v stavbah, ki so bile grajene tekom celega 20. stoletja, in mnoge stavbe, tudi kar se tiče azbesta, niso bile posebej prenovljene. Tako da odstranjevanje azbesta nas bo zaposlovalo, še posebej gradbeništvo, še naslednja desetletja. V ta namen pričakujemo, da bo vlada pospešila aktivnosti za izdelavo registra stavb, kjer so tveganja za to, da je azbest v teh stavbah visoka. Če je relativno enostavno ugotoviti, da je azbest na strehah stavb, je precej težje ugotoviti, kako je z njim v notranjosti stavbe. Imamo seveda azbest na različnih področjih, od sten do inštalacijskih vodov, do talnih oblog, in ta azbest se je vgrajeval desetletja. S tem, da je verjetno obdobje po drugi svetovni vojni relativno bolje predvidljivo, ker smo seveda uporabljali pretežno domače materiale, ki so lažje prepoznavni, sega pa že uporaba azbesta tudi v obdobje, ki je bilo pred tem. Zato menimo, da bi država morala podpreti ta projekt in spodbuditi, da se preko registrov stavb torej identificirajo tudi vsebine azbesta v teh, da bodo potem tudi izvajalci in pa seveda naročniki na to pozorni, in da se bodo zmanjšala tveganja tako za izvajalce, njihove zaposlene, se pravi potem tudi stanovalce v teh stavbah, in pa tudi vse tiste, ki se gibljajo okrog teh stavb, ko se odstranjuje azbest.